Ljudje in ljudine, poslušate 229. epizodo 7. sezone podcasta Obot, pred zadnjo redno epizodo pred dopustom. Podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, očalari berejo ogromno na dopustu, tako kot je prav. Mito Gegić, Servus, novo došli očalar, zdravo, fuck off. Igor Harp. Yo. In Aljoša Harlamov, tudi tokrat brez gosta oziroma gostja, to da znova v živo. Današnja epizoda je posvečena poletnemu branju, to je torej epizoda, v kateri bomo pretresli domače žanrske novitete, ki smo jih prebrali, bodi si izvirne, bodi si prevedene, ki jih lahko vzamete sabo na dopust, zlasti, ko ne bo novih epizod podcasta, pa boste rabili dozo trdega žanra od zadaj. To je ta subtilnost tega podcasta. Zdaj imate poslušalci tudi srečo, da smo v eni fancy prostorih, ker sem se zadržal in nisem pljunil ven, ker Harlamo je seveda počakal, da jaz spijem. Dobro sem tempiral, moraš priznati. Dobro. To je tako za komedijo. Vse knjige, ki jih bomo omenili, so seveda naštete v nucniku v opisu epizode, potrudili pa se bomo tudi, da naredimo poglavja, da lahko mirno preskočite, kar ste že prebrali, vas ne zanima. To je seveda informacija za tistega, ki bom montiral epizodo, kar na srečo nisem jaz. Zakaj ne? Minister za vzgojo knjižnih moljev in eksterminacijo lažnih profilov na Goodreadsu opozarja, epizoda lahko seboj rahle kvarnike, to da večjim se bomo izogibali, saj gre za bralna priporočila. In zdaj malo muzike. Okay. Zdaj imamo danes res pred sabo cele kupe knjig, stvari, ki smo jih prebrali, stvari, ki jih bomo priporočili, kot rečeno v uvodu, pa za tistega, ki med vama ni prebral scenarija. Zdaj bomo gledati, kako je Mito takoj potegnil scenarij k sebi in tisto, kaj. Bi sam to nekaj rekel. Držimo se, osnovna struktura je bo tako, da skratka, osnovne podatke poveste, se prej avtorja, naslov, založbo in potem še prevajalca, če gre za prevod, pa na kratko o zgodbi, pa seveda žanr, potem pa seveda svoje mnenje o knjigi. In da skušamo čim manj skvarniki v tem smislu, da je to nekaj, da bojo res ljudje lahko si potem prebrali, če še niso. No? Sej nimamo kaj drugega zapovedati. Začnimo na začetku. Hvala, Igor. Jaz sem mislil direkt po sredi, ampak najti bo. Začnimo na začetku in začeli bomo z izvirnimi knjigami, ampak jaz bom preskočil sebe, ker imam jaz napisano in bomo kar šli po moje Igor je napisal Miho Macinija, tako da Igor, mogoče ti začneš z moškim avtorjem, tako kot se spodobi za vsak pameten podcast. Ja. Ali lahko vse mi nehamo z moškim avtorjem in žensko avtorico? Z avtorico in avtorjem, slovenščina to obvlada, čist že. Torej, Miha Macini menjava glasbe, izšlo je pri založbi Goga 2024 in sicer glih nekje eno leto nazaj, ampak je malo dlje rabilo, da je prišlo do mene, tako da letos vključujem. Je pa ZF, zbirka kratkih zgodb, oziroma nekatere so dosti realistične, nekatere pa imajo fantastične elemente. Narejeno je zelo v duhu Black Mirror. In tudi Miha je bil ponosen na to primerjavo, tako da je na mestu očitno. In če ste, tako kot jaz, fani njegove prve zbirke kratkih zgodb Godbe iz leta 1989, to je zelo podoben vibe. Najbolj izstopajoči pa sta Vse slovenske sile za pomoč javnemu zdravstvu in Gluhe roke, pa bom malo povedal o tej prvi zgodbi in jo bom spoilal, ker ne gre brez tega. Kar je dal pravilo. Igor lahko krši, ti ne. Samo ena od zgodb je. Skratka, glavni junak je vdovec, ki je glihkar je bil COVID, žena mu je umrla in on je zdaj v penziji in ne ve, kaj bi sam s sabo.
in vidi, da so resni problemi v zdravstvu, da so čakalnice urgenc polne in da ljudje so obupani in napadajo zdravnike, ker ne pridejo do obravnave. Na kar človek gre sam to pobliže pogledati, vidi, da je tako hudo in si gre kupiti zdravniški plašč, pa masko si da gor, pa stetoskop in se sprehodi po urgenci in gre do vsakega, ki je tam obupan in reče: Glejte, moj kolega, ki je strokovnjak za vašo težavo, bo vsak trenutek z vami, ne skrbite. Ne? In vidi, da je ljudem boljše in potem pove to prijateljem in vsi prijo, wow, kak je to dobra ideja in smo spet koristni in vsi začnejo to delati in se to razširi in rata globalno gibanje podstalno, da se ljudje oblačijo v zdravnike in hodijo naokrog in je v bistvu bolnice so pa zadovoljne, ker pravijo, gled, koliko je boljše vzdušje, boljše mnenje ljudi o zdravstvu, tudi če pač več ljudi umre in lahko režejo stroške še naprej in pač skratka na koncu glavni junak ugotovi, da nisem zdravstvo, ampak tudi policija in tudi celoten javni sektor so nadomestili pač prostovoljci, ki jih je on inspiriral, ki hodijo to lažiti ljudi, da bo vse v redu. In je to edini razlog, da družba še sploh deluje. In tako dost v tem duhu imaš tudi ene variante, ki so na AI, ene variante, ki so na to pač dost na nek neoliberalizem, no, na antikapitalizem gre in mislim, da mu občasno rata. Nekatere so bistveno prekratke, je pa najboljša zgodba not ena, ki ni sci-fi in je poslušalka Mostov, ki je pa zelo taka, lušna, tenkočutna. Tako da to priporočam branje. Okay. Super. Še to, zadeva je tudi lušno zasnovana in sicer je z obeh strani se bere knjiga in je na eni strani angel, ki igra na uho, na drugi pa hudiček in so ene kao malo pozitivne, ene pa malo negativne. No. Mislim, kao malo bolj dark, no, niso negativne. Dark. Zdaj hotel sem vprašati, Mito, ti izvirne nisi nobene prebrati, ti imaš same prevedene. Ne, jaz sam delam izvirne. Skratka, Mitota, če želite poslušati Mitota, preskočite v drugi del te epizode. Zdaj bomo šli dalje. Razmojih bistroumi, lahko počakate za tle o stvarih, o katerih nimam pojma. Bomo še dali prednost pač izvirnim, sej nismo zdaj tole. Igor, tebi bom še kar dal, da nadaljuješ za Karmen Petric, ki sicer jaz sem jo prebral, ampak sem jo prebral še v neišli verziji oziroma vpred, tako da se bom zadržal toliko, da ne bomo podrobnosti, ker so se lahko spremenili, ampak lahko tudi jaz kaj dodam. Ampak Igor, kar nadaljuj. Karmen Petric je napisala Smrt v rezidenci, šlo je pri Cankarjevi založbi 2025, je pa kriminalka. Petric je predtem napisala romanco Prste stran in boste lahko našega Aljošo videli večkrat v majici ponosno od te knjige. To je pa zdaj njena druga knjiga in je menjala žanr in je zelo na isti ravni oziroma malo bolj razgibano je. Zdaj zgodba je to, da slavnega pisatelja kriminalk umorijo na delavnici pisanja kriminalk. Umor preiskuje inšpektor Toporišič, ki je pred desetletjem neuspešno iskal izginulo, morda ugrabljeno, morda umorjeno hči istega pisatelja. In delavnica pač združuje pester nabor likov, ki so pa tako ali drugače povezani s pisateljem in hčerko, in pač morilec je eden izmed teh 7 ljudi v gradu. Ne? Tako da je v redu zastavljeno, dogajanje pa potem podano tako skozi tega inšpektorja in skozi eno od udeleženk in skozi ta isto udeleženko, ko je bila 14, ki se spominja, kako je bilo, ko je bila ta hčerka od pisatelja ugrabljena. In kar se mi je zdelo zelo v redu je, da fajn uspe tudi vmešati not na glase. Se pozna, da je z Dolenjske, tako da zelo pristno izpadajo tele stranski liki, da ne zapadajo v karikature. In je razgibano narejeno in nastavi tudi nadaljevanje.
Ja, meni se zdi, da ta spominski del posebej dober funkcionira, ker je tam noter, je to malo spoznaš like, malo bolj podrobno, pač to pripovedovalko oziroma karkoli pač je pač z njenega fokusa, pa to hči od pisatelja. Tako da tam noter je, se mi zdi, da tisti del se mi je res zelo dopadal, tako da bom pa zdaj le še enkrat prebral, ko je pač stvar končno išla. Ja. Mislim, tisti del imaš fulejnih teh stvari o odraščanju, najstništvu in težavah, ki so tem in pač elementi socialne drame so not, ki pa vseeno niso zdaj, da bojo zabedirali, niso point. Ne? Pač ženska je v tej situaciji oziroma punca je v tej situaciji in se mora nekako pač priti do tega, ker jo pač spoznamo, da je odrasel človek. No. Tako da je zelo razgibano branje. No. Zdaj, če to primerjam z zgodnjimi, pač to je šele njen drug roman, in če to primerjam z zgodnjimi Demšarji, mislim, da je kar na višjem nivoju. Ne. Če pa primerjamo z novejšimi Demšarji, pa ne vsemi, ampak enimi, pa mislim, da še ni čist tam. No. Ja, zelo zanimivo se mi zdi, vse o tem bomo tudi govorili, zdaj se mi zdi, če že vmes nekako povzamem, odlično leto za žanr je bilo, letošnje leto za izvirni žanr, moram reči, da imamo tukaj zdaj nove pisateljce kriminalk, kar jaz mislim, da je zelo dobrodošlo, ki so tudi unesle neke nove teme v svoje pisanje, mogoče še bolj kot pri Carmen je to pri Maši značilno, da je pač neka, bomo temu rekli, feministična tema, neke vrste skandi kriminalk, ampak jaz mislim, da je tudi za Carmen zelo, zelo ta značilnost, pač osredotočenost na to, da skratka tukaj govorimo tudi o tem, da so žrtve ponavadi ženske in zakaj je tako in da to ni neko naključje, ne? Da je to neka sistemska, družbena stvar. Tako da, lahko gremo kar dalje, zdaj naslednjo sem tudi jaz, ravno včeraj prebral, ampak bom jaz naslednje 3 predstavil, tako da daj še ti tole predstaviti, se pravi, gremo k Maši Jelušič. Torej prijateljica podcasta in žal nikoli še ni bila gostja, ne? Pri Deep Space Nine. Pri Deep Space Nine. Tako je, Maša Jelušič je napisala Prvenec, profesor je končno mrtev, ki je izšel pri založbi Goga letos in je tudi kriminalka. Zdaj tukaj je zgodba, da pač ta naslovni profesor je umorjen med spanjem, zaklenjeni več stanovanjski hiši, tako da je morilec vsaj eden od sosedov. Poznamo inšpektorico Katjušo Jakopič, ki ga mora odkriti, ampak tudi obvladati svoj PSTD, in je nastavek za serijo romanov, zato ker v bistvu je veliko pač te inšpektoričinega razmišljanja posvečenega primeru, ki ga je raziskovala preden je bila ranjena, pač jo je nekdo napadel, oziroma se ve kdo, in ga bo več kot očitno nadaljevala tudi v drugem romanu. Zdaj mislim, da je Maša razložila, da je hotela oboje že razplesti tukaj, ampak da je ugotovila, da to bi potem bilo prekompleksno pa predebelo in da je raje naredila 2 romana, kar mislim, da je bila super odločitev. Zdaj to, kako v redu zakriva morilca, mislim, da je tudi zelo na nivoju, da drži to, da bi pač res vsak lahko bil do neke mere, ali pa ne. Da bi bil nobeden. In tudi to v bistvu, da pač tale umorjeni profesor, ki je bil obtožen mnogih spolnih napadov, je prav zanimivo to, ker pač preiskuje umor nekoga, za katerega so vsi mnenja, da še dobro, hvala Bogu, a ni predolgo trajalo. Stvar je en tak zanimiva mešanca cozy mystery, se pravi skrivnostnice, udobne ali kako bomo to, domačne, jaz se raje uporabljam domačne skrivnostnice, skratka dogaja se v eni hiši, stanovanjski hiši, osumljenici so stanovalci oziroma sosedje umorjenega, tako da imamo ozek krog osumljencev, ampak tako kot sem rekel, zraven so pa te tudi gibanje, feministična, skratka neka perspektiva, pogled na spolno nadlegovanje, na družbeno sprejemljivost spolnega nadlegovanja ženski, na to, kako ženske tudi če grejo na sodišče, skratka zelo težko dosežejo pravico. Meni se je zdela zelo fina, strinjam se s tabo, enako kot se rekel pri Carmen, tole je precej
precej boljše kot recimo prve Demšarjeve kriminalke. Meni v končni fazi sta obe tudi čist na ravni Tadeja Goloba, sta pa pač malo drug podžanr. Nista tako tudi pri Maši, čeprav je bolj tukaj policijska, vsa ta procedura in vse to skupaj noter, je vseeno tako, kot sem kot to en cozy mystery, skratka, bolj Agatha Christie kot pa karkoli drugega. Jaz sem sicer dokaj hitro pogruntal, kaj se dogaja in kdo je morilec, ampak tako kot sem napisal v svoji oceni v Goodreadsih, mene to ne moti. Mene bolj moti to, da ne morem ugotoviti, ker nimam vseh informacij, da bi ugotovil, kdo je morilec, kot pa da mi avtor nastavi informacije, pa jih mogoče nastavi malo preveč očitno. Za moj okus je mogoče mičkeno preveč očitno bilo vse skupaj, ampak se pravim, ljubše mi je to, kot da pri Demšar v prvih kriminalkah sploh nisi vedel, kako bi ti lahko karkoli pogruntil in so bile z tega stališča res neuporabne. Tako da moram reči, da obe avtorci za prvenc v kriminalki, za Maša je to tudi njen resničen prvenc, ne prva knjiga, je to res zelo visok nivo in jaz moram reči, da sem še enkrat zelo vesel, ker se mi zdi, da je žanr pa zdaj v 3-4 letih, odkar kontinuirano izhaja zlasti kriminalka, pa nenadoma naredil en zelo dober preskok. Ja, jaz imam edino par takih malih stvari, ki so me iritirale. Priimki? Ja. Ne rabijo biti vsi priimki po ptičih? Ja, veš kaj, meni je čudno, predvsem zato, ker nekdo omeni pri enih dveh, pri onih lezbikah omeni, da imata obe priimke po ptičih, ampak nisi pa opazil, da so posod tako k tebe ptiči. Mislim, postane res čudno, ravno zaradi tega, ker nekdo to opazi, še bolj čudno, da ne opazi, da je vse okoli. No? Mislim, Maša je rekla, da je nek razlog za tem, jaz ga ne vidim, mogoče ga bomo pri drugi knjigi, ampak se mi zdi malo heavy-handed, če je. Pa in pri Carmen in pri Maši, oni dve sta skupaj raziskovali in se dobivali z policisti in kriminalisti, ki so jim pač povedali vse o postopku in mogoče se za odtenek preveč vidi, kako zelo sta navdušeni nad vsemi detajli, ki jih opišete, ampak več, če jih ne poznaš, je to en kup stvari tukaj fascinantnih, pa ni didaktično, za razliko od, Liu Cixina, o katerem bomo kasneje govorili, tam je ful bolj heavy-handed vse skupaj, ko ene stvari razlaga, kako delujejo, ampak je kar precej tega, kako se postopki rešujejo, kakšne so pravila itd. Ampak mislim, da to moraš imeti zato, da razložiš dejanja. Se to Carmen na predstavitvi tudi razlagala, da je ona želela, da pač detektiv torej lahko razišče celotno hišo, ne samo oziroma grad, ne samo prostora, kjer so našli truplo, pa so rekli, ne, to pa rabi pač nalog, ki to dovoljuje. Pač, kako dolgo traja nalog? Je 6 dni. Ne, jaz rabim 6 ur, da se vse zgodi. In potem pač je bilo treba ugotoviti, kako to narediti in je to pač pije vodo, da temu tako rečem. Absolutno pije vodo. In ko smo že pri vodi, gremo kar na Južnega vikinga. To je pa knjiga, ki je napisal Domen Kodrič. Šla je pri založbi Pivec v Mariboru in gre za nekakšno zgodovinski pustolovski roman oziroma zadnja tretjina, mogoče celo manj romana je fantazijska. Na kratko zgodbi, Bjorn Železnoboki in njegova vikinška odprava se potepajo po Sredozemlju, napadajo mavrske, rimske, grške postojanke, ropajo in plenijo, ampak Bjorna vse bolj vleče še globlje na vzhod, v sanjah se mu prikazujejo zeleni gozdovi, 3 glave gore, kjer naj bi ga čakala večna slava. Meni se je zdel izredno kompetentno napisan roman v tem smislu, da je to res zdaj roman za odrasle, ker je noter skratka tudi posilstva, uboji, bitke so zelo doživeto napisane. Avtor je sam povedal v pogovoru z njim, ker sem ga imel na meji nevidnega, da to izhaja iz njegove pač izkušnje uprizarjanja teh bitk, kar se mi je zdelo zelo dobrodošlo, ker so stvari napisane manj grandiozno, predvsej bolj zgodovinsko, točno, realistično, kako bomo rekli. In meni se je zdelo, da pač, skratka, po dolgem času smo dobili eno pustolovko, ki je res zanimiva, je pa mogoče tisti največji minus te knjige,
ki ga jaz vidim, je ta, da je res ta fantazijski del totalno nepovezan z 3/4 preostalega romana in da je 3/4 romana res preveč ponavljajočih se te nekih bitk in hodenja od postojanke do postojanke, posiljevanja, ropanja, plenjenja, ki pol seveda na koncu nima kaj dosti zveze z tistim, kar se na koncu zgodi, hkrati pa zelo premalo karakterizira like. No? Se mi zdi, da liki na koncu ne poznaš jih kaj dosti boljš od takrat, ko si začel, čeprav bi ravno ta del moral biti najbolj namenjen temu, da karakterizira, ampak liku je preprosto preveč, po mojem mnenju, da bi se to v resnici dovolj kakovostno dalo. Sicer pa tako, kot sem rekel, no, zdelo se mi je res, da je končno ena odrasla pustolovka, zanimiva, ki bo vlekla tudi vse navdušence za zgodovino, za tiste, ki imate raje, ki ste recimo Game of Thrones raje brali kot neko zgodovinsko stvar, ker tudi tukaj notri je fantazija zelo počasi, zelo ekonomično, zelo jo dodaja in na koncu je mogoče nekaj malo bolj fantastičnega, pa tudi tisto ne moramo zdaj reči, da je res neko da domišljija čist podivja. Tako da je mogoče to za bolj tiste, ki imate raje fantazijske romane z manj magičnega kot ponavadi. Igor, si ti tudi prebral tole do konca? Nisem je do konca prebral, ampak ja, tole glede bitk, ki se ponavljajo, meni se zdi, da pač se tako kot se pri Maši pozna, da je navdušena nad postopki, se tukaj pozna, da je Domen navdušen nad temi zgodovinskimi vidiki, nad tem, da je res ve veliko in da je tudi želel pokazati s tem, kako je bilo v bistvu monotono. Ne? In tudi ne nazadnje ne moreš reči, da prišli so od Gibraltarja do pač Triglava, sklepam, nisem tako daleč. Tako da so me, ne vem, 3 vasi vmes napadli, ampak je moralo to biti bistveno več bitk in se bi mu zdelo, da je neverodostojno, če bi rekli, aha, zdaj pa smo naenkrat tam, ne? Ker pač vikinško življenje ni moglo biti tako. Ne? Zdaj pa pač kako to kot bralec sprejmeš. Mislim, da je na mestu, da je to repetitivno, ampak mogoče bi vseeno bilo fajn malo bolj. Ja, pa mogoče ta fantastičen element bi mogel malo bolj. Mislim, tiste sanje niso nič. Mislim, tiste sanje so več čas neki gozdovi, pa tako mislim, to nima. Zakaj bi to vikinga vleklo? Zakaj bi on mislil, da bo tam dočakal slavo, če ni sanjal drugega, kot šume? Meni ni bilo čisto jasno. No? To so slovenske šume. To so slovenske šume. Polne bogatega lesa. Ne? Ja, itak. Ne, pač ja, se pravim, še vedno mislim, da spet, bom rekel, v primerjavi s tem, kar smo brali recimo pred nekaj leti, je to res spet preskok. Nor preskok, da gledaš kakšne amaterske izdelke smo brali pred leti. Mislim, vseeno, zdaj pred leti so bili tudi že drugi stopajoči avtori, Jakob Konda imaš prav, ja. Recimo je blizu tukaj. Mislim, ni toliko realizma, ker je več fantastičnih elementov, ampak se tudi vidi ta zgodovinarska podlaga. No. Pa Julija, o kateri bomo še tudi. Ja, skratka, kar, dobro, nadaljujemo zdaj 2 knjigi, ki sem jo jaz prebral in sta izvirni, in sta izredno zanimivi in sta mi tudi spet malo vrnili veselja do slovenske izvirnega žanra. Sta pa 2 grozljivki, tega sem še posebej vesel, da gre za dva predstavnika žanra, ki ga do zdaj vsaj jaz nisem opazil, možno da sem v zadnjih letih kaj spregledal, ker res tudi tole dvoje bi mogoče spregledal, če ne bi od Aljoše Hansmana Dna nekajkrat videl na Facebooku, da mi tudi Facebook ponujal in potem, ko sva postali prijatelje na Facebooku, je tudi Aljoša naprej potiskal knjigo Tomaža Kotnika, tako ker sta sošolca, če sem prav razumel, iz tistega, kar so napisali na odziv na našo objavo na Obodu. Ja, Aljoša Hansman Dno, Kulturni center Maribor, išla je lani, gre za neko vrsto kriminalko, grozljivko, skratka, pripovedovalca priganjajo nočne more, zato nenadoma zapusti ženo in otroka in se poda nazaj na otok Hvar, hkrati pa ženi piše neko dolgo pismo oziroma nek dnevnik tega, kaj se mu je pripetilo tam pred leti in zakaj se mora vrniti nazaj. Skratka, razvija se zgodba o podvodnem ribolovu, med katerim je skupina Slovencev naletela na odročno skupnost vasice Nove Cerkve,
ki varuje predel morja, bogat z odličnim ulovom, ampak v globinah se seveda skriva nekaj, kar ni samo plen, ampak je lahko tudi plenilec. Ja, to je ta on na naslovki. Dotični plenilec. Zelo možno je. Skratka, gre za eno tako zanimivo folk horror zgodbo, ki res, jaz mislim, da tisti zadnja tretjina ali pa celo manj knjige, ko se začne dogajati, te kar te res žene, zelo dobro je napisano, tudi duhovito je mestoma, fajn, tudi lokalizirano je lepo, ta tip je pač z Maribora hodi v Ljubljano na te vaje podvodnega ribolova in imaš vso to njegovo zgodbo. Skratka, zelo fino je vse skupaj spisano, mogoče je tukaj spet enako kot pri Južnem vikingu ta pripomba, da ne razumem čisto dobro, zakaj je bilo treba iti v take podrobnosti glede tega potapljanja, ki potem niti ni v zadnjem delu knjige, da bi človek mislil, da se bo pod vodo stvari dogajale, pa se niti ne tok. Tako da iz tega vidika to je tako, da bi gledal The Abyss in bi se pol izkazalo, da zadnja tretjina filma se bo pa dogajala na površju zemlje. Mislim, nobenega smisla in nima iti toliko podrobno v kako se je on naučil teh tehnik in ne vem kaj, ker to precej ubija ritem in suspens, čeprav vmes ima ene par momentov takih nekih napovedi, ja, in to je bilo zadnjič, ko sem ga videl živega ali pa nekaj v tem smislu, da te spet pograbi in te požene naprej, ampak tisti del, ta folk horror, kolikorkoli je Lovecraftovsko navdihnjen, kolikorkoli je pač z tega vidika nekoliko predvidljiv, vseeno dobro spisan in jaz sem bil res vesel, da sem tole prebral in tudi res kratka knjiga je, prebereš jo takoj. In spet, ja, za nek, posebej grozljivka, tako kot sem rekel, ki je pri nas skorda neobstoječa, noro, kako nenadoma se pojavi nek, pa oprosti Aljoša, ker te bom zdaj, nočem te žaliti, ampak to je nek avtor, za katerega sem prvič slišal, ker sem pač videl tole knjigo in potem kar nekaj prebereš in gotoviš, da je to res kompetentno napisano in da ni neko polamaterska reč in da skratka, jaz sem bil kar navdušen glede tega in moram reči, da sem res knjigo takoj prebral in posebej, če primerjam, recimo, kaj sem bral zadnje mesece, ker na Goodreadsih sem v tej skupini, kjer beremo grozljivke, ameriške grozljivke, moram reči, da je to čisto na ravni tamkajšnjih ameriških grozljivk in če bi se to dogajalo kjerkoli druge, ne na Hvaru in ne Slovencem, bi to bila lahko čist neka stvar, ki jo pograbite na letališču, preberete na poti do, ne vem, Venezuele in dobro, kje je bliže mogoče, ja, recimo do Skandinavije in uživate, skratka. Kje si ti Venezuelo? Skandinavija. Ne vem. Ja. Skratka, ampak za naslednjo knjigo pa definitivno... Jaz bi dodal, da poznam avtorico Spremne besede, Vlasto Črnović-Knofič, ki je hodila z mano na delavnico pisanja romanc, tako da ona pripravlja romanco. In da predtem je grozljivka edina v redu slovenska, ki sem jo bral, jo je pa Macini napisal v 90-ih, tako da glih kar. Ja, sej, ravno zaradi tega se mi zdi zanimivo, pa posebej mi je pa fajn, da se ta žanr prebuja, ne nazadnje, zdaj mislim, se nima nič kaj skriva, tudi David Zupančič trenutno piše grozljive zgodbe, ki jih malo jaz že urejam vnaprej, tako da bo tudi to naj bi naslednje leto nekako je šlo, tako da jaz res verjamem, da se nam tu obeta nek, ne bom rekel revival, ker tako, ki se rekel, skoraj da je neobstoječ, ampak ja. No, za naslednjo knjigo res rabite malo daljši polet, tako da načrtujte, če boste leteli kam Venezuelo. Ja, to ne vem. Mislim, ne vem, zika 14 ur. No. Ja, neki se prestopi. Kaj pa, če bi šli v Tokio? Mislim... Ok, Tokio, hvala, Igor. Okay. Na drugo stran bi mogel pogledati, ima prav, Igor. Ja, na vzhod. Vse je preblizu, na vzhod. Skratka, če boste leteli v Tokio, Tomaž Kotnik, Mor, fantastična povest, založba Primus, zbirka Avtorji, letos je šla... gre za zgodovinsko kriminalko oziroma grozljivko. Dogaja se leta 1816, oče Gogolar pošlje po svojega nekdanjega posinovljenca in učenca Oskarja Kendo, ki je zdaj stražnik v Ljubljani, da bi prišel na policije na Cerkljanskem preiskati sumljive smrti, za katere se zdi, da so jih povzročile zveri, ampak na truplih odkrijeta čudna znamenja. Zdi se, da nad vasjo preži starodavno zlo. Tukaj imamo zdaj zgodovinsko grozljivko, ki je res
lokalizirana tam nekje pri vas, mi to skorda, Ja. kar daleč, no, od vas, malo se hecam. Vem, kje so cerklje, tako da ne me napadati zdaj. Ob Krki? Kaj? Niso Več cerkve jih ob je, Krki? Tale so... Na Gorenjskem? Ja, na Gorenskem. Ok. In skratka imamo blizu Idrije, pod Idrijo so tele. Skratka imamo neko navidez kriminalko, ki pa zelo hitro začne dodajati pač neke grozljive elemente noter, že tako, ko pride tale Oskar, ga napade, ne vidi se točno kaj, vse v temi. Potem mora že takoj z župnikom odkopati truplo dojenčka in je ta dojenček cel nek pokvečen in tako. Skratka, atmosfero zelo fino gradi, zelo fino gradi tudi ta nek občutek, ki smo ga brali mogoče v nekih kvazi grozljivkah, kot je Lanšček in pa Žabot, recimo v njunih knjigah, ta občutek neke te folk hororja, spet neke vaške skupnosti, ki je zaprta vase in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi res fina stvar, tudi potrudil se je, tudi neki mogoče dialogi, tudi neke stvarne stvari so zelo zgodovinsko spet premišljene, zelo fino umeščene noter. V dialogih, ki se s tem župnikom in stražnik pogovarjate, zato ker je on nekdani tudi študiral teologijo, so pač o naravi zla, o tem pač kaj to pomeni, ali Bog potem obstaja. Mogoče je tu pa tam mičkeno predalec s tem, preveč je mogoče preveč tega, ampak spet jaz bom rekel, da ena stvar, ki jo vzame človek s sabo, prebere zelo hitro, ker res teče, dovolj tudi napetih nekih dogodkov vmes, da branje kar teče. Zdaj, ti minusi, ki pa so značilni, jaz bi rekel, da za prvenec je tudi tukaj struktura malo nenavadna, tik pred koncem gre tale duhovnik nekaj raziskovati v Ljubljano in potem imamo, mislim, da 2-3 poglavja te Ljubljane, od katere pa na koncu ni nič, ker on nič tam ne ugotovi in je v resnici res tako narejeno, kot da je samo še nek dodaten umiritev dogajanja tik pred velikim finalom, ampak vse skupaj nima kaj dosti smisla. Tudi tole je malo ponesrečeno, mogoče tale zmešnjava v mitologiji, zdaj kaj je zdaj, a oni tile, a je tam neka verovanje, ki je slovansko, ampak če je to Lilith, to nima nobenega smisla, ker Lilith ni slovanska, boginja, to je židovsko izročilo, kako je prišlo tja, kaj se točno tukaj dogaja. Tukaj je mogoče malo zmede notri, ki ni čisto jasna, in pa opisi mogoče groze, tukaj recimo Aljoši Hansmanu veliko boljše uspelo, pri Tomažu Kotniku je mogoče problem, ker je vse v presežnikih. Zagledal se je v najgloblje dno najhujšega pekla na 10. potenco, nekaj v tem smislu. Skratka, vse je napisano v takih presežnikih, na koncu bralec kar izgubi malo zanimanja za grozo, ki meni to nič ne pove, ne? To, da je nekaj najbolj groznega, ni opis, to je... Ja, to je taka pogosta napaka, se meni zdi, ko sem jo opazil tudi pri onem lani, ko smo obdelovali tega dežela Zlatoroga, ali kako že, kjer je vse na potencu, 3PM, vem. To moraš ti opisati tako, da človek to začuti, da sam začuti neko grozo, ti ne moreš groze pisati, ker to je način, na kateri bi ti rekel, zdaj pa moraš ti čutiti najvišjo grozo. Ne, ti jo moraš to narediti. To sem zanimivo, ravno kar imel kot prevajalec, podobno srečanje pri Murderbotu, kjer je pa v bistvu potem on pove nekaj, pač pripovedovalec pove nekaj, potem pa je naslednji stavek odziv, ki ga zabeležijo drugi. In potem prek tega odziva vidiš, koliko šokantna zadeva je bila. Eni taki postopki so zelo preprosti in lahko zelo vredo vidiš, pač ilustriraš take stvari. Skratka, ampak še vedno res priporočam. Točno 500 strani mislim, da ima reč in da ne pozabim omeniti, jaz mislim, da je upam, da ne bom lagal, pa da ne bom zdaj v založbi naredil kakšne slabe reklame, ampak mislim, da je zbirka Avtori pomeni, da založba Primos res naredi samo neke osnove lektoriranja, neke urednikovanja, ni pa to njihov ureden program, to je bolj ali manj nekaj, kar ti potem z neko pogodbo dobiš neki višji odstotek, ampak je samo založba z neki servisa na ta način. No. Tudi z tega vidika jaz mislim, da je dobro.
slog bi se dalo bolj popreprostiti, ker so nekatere stavčne konstrukcije obupno zapletene in nesmiselne. Jaz imam to rad. Ja, skratka, to je knjiga za Mitota. Ampak ja, definitivno ne morem vam povedati, koliko res priporočam Dno in Mor, oba tričrkovna romana. Vzemite ju, preberite in boste pač povedali, ali se strinjate z mano ali ne. Jaz skratka mislim, da vse to res dokazuje ne samo preskok v žanr, ampak se tudi zdaj žanr širi. Skratka, nimamo več samo kriminalk, ampak imamo tudi grozljive, srhljive žanre in jaz sem tega zelo vesel. In preden idemo na prvodne knjige, imaš ti, Igor, še eno, ki si jo pozabil zapisati v scenarij, ampak ti bom oprostil. Ja, tretja knjiga Julije Lukovnjak, Živa tema, Edgarja Kausa. Tole je... sem pozabil, ker še nisem uspel do konca prebrati, ker pač nisem prišel na vrsto doma, ker je moja hčerka oboževalka teh Edgar Kaus knjig. Zdaj, tale knjiga je toliko debela kot prejšnji dve, to je tretji del pentalogije načrtovane in koliko sem zaenkrat bral, je zelo v duhu tega naprej. Zdaj fokus je na živi temi, to je Zmaj Edgarja Kausa in ta svet je še vedno izredno bizaren, ker si pač Julija določene elemente malo sposodi, so recimo temu malo Tolkienovski, določeni pa so čist nekaj drugega in so bliže nekim distopijam. Pač po eni strani imaš vilince, po drugi strani imaš neke kulte, imaš neke res bizaren svet, pa še, ne vem, cigarete kadijo, ki se jim reče pomirjevalke, kar je hecno. Sačiki to delajo, stari. Ja, ne bi vedel več. Tudi ne. Tako da je zanimivo in priporočam branje naprej. Zdaj, če vas je pač zgodba Edgarja Kausa pri dveh knjigah pritegnila, to šlo pa naprej. Cool. Ja, definitivno je to zanimiva slovenska fantazijska serija. Jaz še moram tudi prebrati, moram priznati, da ko so me prosili za blurb, sem začel v PDF, ampak tok mi ni bilo brati na bralniku tega, kar vam raje. Definitivno, ja, pa še zemljevidi so, ki jih kar rabiš, sploh zato, ker se vidi, da najprej je world building, je to, da je zanimivo, ampak geografsko pa ti ni čist jasno v prvih knjigi in potem drugi gre malo boljši in tu v tretji, koliko sem je prebral, gre ta geografija pisateljci še boljši in definitivno rabiš zemljevid. Zato mislim, da je pri prvi izdaji prve knjige bil problem, ker ni bilo pri teh mehkih platnicah ni bilo zemljevida zraven. Ja. Tako da ja, definitivno priporočamo, zraven so tudi ilustracije Maje Poljanc, zelo lepe. Skratka, in pa tudi prvo knjigo lahko ponovem kupite v izdaji založbe Goges. Z majnimi ilustracijami. Tako, če bi radi imeli vse tri lepo, tako kot se sliši, lepo popedenane na polici. Jaz moram danes prevzeti svoje navodnikovi. In zdaj gremo k prevedenim knjigam. Skratka, tole so bile izvirne knjige. Če smo kakšno pozabili, dajte prilepiti, kje na vseh omrežjih posod, ker smo, dajte priporočiti bralcem, dajte napisati, zakaj priporočate, kaj vam je bilo všeč, dajte še tole naprej. Širimo zavest o slovenskem izvirnem žanru, ampak seveda tudi prevodni žanr je izredno pomemben, ker ne nazadnje jaz mislim, da zelo vpliva tudi na izvirni žanr, na popularno žanru, na to, da se te stvari, če se prevajajo, se tudi lažje potem pišejo in lažje so tudi boljše. V slovenščini zdaj bomo predali besedo Mitotu, ker je bil dolgo časa tiho. In Mito, ti si imaš tukaj dve knjigi, tri. S katero boš začel? Najslabšo. Okay. Ljušičinovo Dobo supernovem. Okay. Torej založba Sofija iz zbirke Izhodi, je pa znanstveno fantastičen žanr. Ne vem, če bi na kratko o zgodbi, ker že zelo hitro spojila, samo mislim, da na hrbtišču tudi napisano, kaj je. Vse tale začetnik. Pol bom povzel to, kar je napisano tle, kar nisem jaz pisal, ampak v bližini našega osončja eksplodira supernova in zaradi posledic radiacije začnejo umirati vsi starejši, kako se vražam to besedo, radiacija. Sevanja, se opravičujem. Države se trudijo izuriti svoje otroke za preživetje. Rezultat je izredno didaktičen, ampak dovolj drugačen od tega, kar smo videli, ker je kitajski se ne
strinjam. To je moje prvo delo od Lušičina, 3 body problem oziroma problem 3 teles, kakorkoli bi se to slovenščino prevedlo, nisem prebral. Ne vem, če kdo to prevaja ali pa je že bilo. Ja, okay. Ja, načeloma ne bi Cankarjeva je kupila pravice, takrat, ko sem nas odhajal, zdaj pa ne vem, kje pa je. Vse dela na tem, ja. Okay. Se veselim, da bom to prebral, ker koliko razumem, ne, to je njegovo prvo delo, mislim, da je napisal to leta 93, išlo je na Kitajskem 2003 z nekimi popravki še, tudi tale knjiga je že dopolnjena z nekimi informacijami. In se malo pozna, vsaj meni se zdi, da se pozna predvsem to, da tip ne zna likov pisati. Liki so fasade. Liki lahko bi samo pisal Kitajc 1, Kitajc 2, Američan 1, Američan 2. Ne, saj imaš še fant, ki je vojak, pa fant, ki je pameten, pa punca, ki je srčna. Tako da, če folk, ki želi like gledati razvoj likov ali pa uživati v njihovih medsebojnih dialogih, tega tle ni. To je popolnoma podvrženo visokim konceptom oziroma težkim znanstveno-fantastičnim konceptom. Likov pa tle ne boš dobil. Ne? Vsi so žrtve oziroma žrtve v narekovajih zapleta. In se v bistvu samo premikajo od ene točke do druge. Torej, če ti je všeč recimo Asimov ali pa kakšen klasik znanstveno-fantastičnega žanra. Asimov je znal bolj slike narediti. Se strinjam, ampak kar se tiče teh nekih vseobsegajočih hardcore konceptov, ki prednjači z znanstveno platjo, ti bo to super. Če pa iščeš slike, pa ne. Mogoče mu še zamerim dialoge, ker od 12-letniki se ne pogovarjajo, to pa mi je vseeno, Kitajc ali Američan. To je bizarno in dejansko me je metalo ven iz zgodbe. Po drugi strani pa to, da je Kitajc, se pozna mogoče samo, veš kao, da se reče, da je kitajski žanr tole, oziroma da ima kitajsko zaledje, se pozna zgolj deloma pri tej knjigi, no. Dejansko prideti na določenih mestih celo njegov kitajski nacionalizem ven, pa tudi rasizem do Japoncev, ki že meji na na Fuck You Dolphin South Park izvedbe in tu me je malo ven vrglo, ampak okej. Američani so totalni beboti, tukaj opisali noter, ker pač na nek način lahko to v bistvu spelješ, da so sicer otroci to, ki živijo v tem novem svetu brez odraslih, po drugi strani pa I guess, da zaplet rabi točno takšne bipolarna nasprotja, ker v tem novem svetu so potem nova razmerja moči in te nove razmerja moči vodijo 12-letniki in potem ta konflikt postane bistveno bizarno. Tako da, ampak mislim, kitajski, glih kar si opisal, zakaj je kitajski, to je drugače, če bi Američan pisal, ne bi bilo kitajskega nacionalizma, rasizem do Japoncev bi še vedno bil. Njega se ful propagira kot znanstveno-fantastičen pisatelj s kitajsko perspektivo, ampak te kitajske perspektive ni toliko tle videti, oziroma nič me ne preseneča kot unikatno kitajskega. Veš, kaj mislim? Geopolitični center, da je izmaknen, pač ni tako originalna stvar, ali pa da bi rekel to pa je res kitajsko. Jaz mislim, da je izvirna stvar je torej za Američane, ki ne berejo drugega, ameriško lastno in tam so vedno oni junaki in Marsovci se vedno izkrcajo v Washingtonu in napadajo Ameriko in oni vedno obranijo svet. Ampak veš, sama geopolitika je v bistvu, vem, v tej knjigi tu prednači, predvsem v drugi polovici, zakaj je to toliko pomembno, pa zakaj je ta kitajska perspektiva tukaj. Ampak ta kitajska perspektiva je zelo robata, je v bistvu zelo hladno predstavljena, v bistvu niti ni toliko različna, kot pa naprimer bi lahko pričakoval od francoske ali pa evropske. A veš, zgolj različna je od ameriške, ker meni se zdi, da ameriški da bistveno več barve. Ja, zdaj, glej, vseeno ti moraš razmišljati, kdaj je to nastalo. To je definitivno po ravni sci-fija primerljivo z Clarkom in Wellsom. To so začetki sci-fija. Oni niso imeli sci-fija, niso ga propagirali, za razliko od Rusov, ker je sci-fi bil zelo čislen žanr, ker je bil del politične propagande. Na Kitajskem tega ni bilo toliko. In to so pač baby steps. In three body problem, torej problem 3 teles, je bistven napredek, čeprav so liki še vedno zelo skopi. Je pa politična dinamika in pač vse te stvari so zelo dosti drugačne.
rasizem do Japoncev pa je na isti vedno na ravni. isti ravni. Okay. Mislim, tako, bil priporočil folko, ki so fani točno teh, imen, ki sem prej rekel, moram pa reči, da ni my cup of tea to. No. Okay. Ne, sej, meni je tudi danes, ker sem ful časa mislil, Asimova sem prevedel, pa Herberta, mislil, Clarka še rabim, da imam, ne, to. Ampak potem sem šel brati stvari, ki niso prevedene, pa so, ali pa tudi, če najdem kaj novejšega. Rečemo temelji, ne, v bistvu Asimov ima tudi zelo široko potezne koncepte, res hardcore koncepte, tako kot jih ima on, naprimer leta 93 razmišljati o umetni inteligenciji, mind-blowing, ne, dobro, razen če Terminatora pogledaš, ampak ampak slog je tako dokumentarističen, pa robot, pa, prav ne vleče me naprej, ne, Ja. A veš, od knjige, jaz osebno od knjige pričakujem malo proze, no. Ja, ne, sej probaj brati Clarka in pač, ne vem, ima cool koncepte, ne vem, v Rami, pa v Odiseji, pa v Otrocih. Ampak ne. Ja. Ok. Mi to kar nadaljuj, izberi si, kje boš nadaljeval. Pol bi pa še, če sem že prozo omenil, k mojstrici proze, pa to pa je Uršula Le Guin, Nebeški mlin. Torej, ki je šla pri založbi Sanje, prevod Bojana Vajta, je pa tudi znanstveno fantastična zgodba. Mislim, da jo izdala leta 71 original. A ni Bojana Vajt, a ni ženska? Ja, Bojana Vajt. Okay. Rekel si Bojana. Ja, se opravičujem, pardon. Okay. Torej, zgodba je o junaku George Orwellu, ki ima tako žive sanje, da z njimi spremeni realnost, pri čemer je on edini, ki se te spremembe zaveda. Živi v distopični različici 70-ih v Portlandu in je junkie, da ne sanja. Ko ga aretirajo, mora psihiatru, ta pa je strokovnjak za sanje in mu pomaga z vodenimi lucidnimi sanjami, ker ga pa izkoristi, da spreminja svet po svoji volji. Zelo, ne vem, kaj to pomeni. Philip K. Dick. Philip K. Dick. Not really, ampak ok. Zelo mi je bila všeč. Uršula briljira predvsem tu, kjer Lušičin ne briljira. In to je ta proza, to je ta slog, njena, vidi se, da tudi je pisala poezijo, naj bo večni mir. Ja, sorry. Večji, kot je bil prej. Pesniki imajo večji mir kot ostali. Vzame zelo preprost koncept, da v bistvu kaj bi se zgodilo, če bi se nekomu sanje uresničile in uresničile na ta način, da se v bistvu uresničijo za vso zgodovino nazaj. Da, naprimer, če nekdo sanja, da psi nimajo repov, bi evolucija se tako zgodila, da ti psi ne bi imeli repov. In postavi v zelo zanimiv, skoraj komorni milje, kjer so trije liki, bolj ali manj, torej ta, ki trpi za temi sanjami, on se v bistvu ne želi z njimi obadati, on se v bistvu želi sklopiti od tega, mu je grozno, kar se zgodi, on se spominja vseh sprememb, ki mu te sanje prinesajo, pa seveda svetu. Pa potem tale psiholog, ki mu je ime Halbert, nekako tako, rečemo Halbert, se upravičujem, zihar je narobe, ki pa ga začne grozno izkoriščati, pa še potem nek ljubezenski interes, ki pa se tudi zave, da se nekaj dogaja in doda hvale vredno humanost, če dodatno noter neko romantiko, no, tako naprej. Matevž je za literaturo, Matevž, kako se že Rems je napisal super kritiko, kako se v bistvu njena daoistična filozofija vklapla v to noter. Mogoče v tisti kritiki se malo preveč obesi še na Zemljemorje, kjer ima druga izhodišča, naprimer ne primerja, kako se razmerje moči v Zemljemorju ali pa kako se odnos do moči v Zemljemorju in pa v tej knjigi obnaša, ne? Ker tukaj nekako podton te knjige je, da se noben ne bi smel imeti moči, da v bistvu moč ultimativno korumpira in da v bistvu ne želi, recimo, da je moralno, da se s tem sploh ne ukvarjaš, da moč pustimo na strani, medtem ko v Zemljemorju pa se gre za ravnovesje, za nek bolj zen pristop, ker je narava v ravnovesju in tako naprej. Meni je bila zelo všeč knjiga. Mislim, da predvsem ti opisi, tako si ti prej v moru mogoče omenil, so tako doživeti, tako poetični, da v bistvu potegnejo za sabo in jaz njo pojedel v to knjigico v nekoliko 250 stranih v enem dnevu in je čudovito branje z mehkimi, znanstveno fantastičnimi pristopi. V bistvu se že nagiba tudi v fantazijsko smer, kjer se pač stvari ne razlagajo, stvari se zgodijo, neki zemljani se tam pripetijo ali kakorkoli bomo temu rekli, ampak
to te namoti, ker je v bistvu ta opis ali pa ta tekstura tega sveta tako bogata pa lepa. Ok, super. Sjajno priporočilo, Meto, tako da kar nadaljuješ. A še kdo prebral dva? Igor, očitno. Ja, jaz sem imel manjši problem, edino se strinjam s tem, kako je čudovito napisano, ampak z tole, kar pač je bilo v 70-ih prepričanje, da pretirana rast populacije privede do lakote in izumrtja in da zato treba držati nazaj. Dejansko so se te napovedi izkazale za zmotne. Mislim, da tukaj je, da ima Zemlja 7 milijard prebivalcev in da ni nikjer hrane, mi imamo zdaj 8-9, tako da še vedno. Pa je celo je bliže 10-11, ker pač pravijo, da so absolutno podcenili, koliko ljudi v Indiji ni registriranih. In, mislim, ne samo v Indiji, ampak v nekaterih teh državah. No in pri čemer pač, imamo ogromno lakote, ampak ne iz istih vzrokov, kot so prikazani v tem romanu. Pač večina te filozofije, ki je napajala ta prepričanja, takrat nas je izkazala za eugenično in fašistično, kar pač z zgodovinsko perspektivo daje malo slab priokus tem idejam, ker definitivno pa Le Guin nima fašističnih idej tu not. Ne, se ona mislim, da direktno obsodi to. V bistvu tale psiholog, ki izkorišča ora, njegova filozofija je, da v bistvu za evgeniko treba nadzorovati in je to direktna obsodba, tudi napisano je na ta način, da v bistvu nimam kaj očitka. Samo vseeno, že dejstvo, da prikaže, da če imaš 7 milijard ljudi, bo planet moral sprejeti kompromise, je napačna predpostavka. Mislim, takrat verjetno ni bila. Ne, sej samo pravim, da danes ti doda to priokus, če veš vse te stvari o zgodovini. Meni se je zdela ona, da v bistvu tukaj psihologa kaže kot protofašista, ki v bistvu potem zdrkne zaradi zlorabe moči v nek tak protofašizem, ki se ga sam niti ne zaveda. Kljub temu, da non-stop Or govori, da pač vse je on dober, ima dobre namene, ampak pač dobri nameni še ne opravičujejo sredstva. In v bistvu tukaj je to obsodba, direktna obsodba je potem tega. Tako da v bistvu to moram reči, da me ni zmotilo. Igor hoče povedati, da je nekaj drugega krivo za lakoto in vojne na svetu, kar se jaz ne morem strinjati, valjda, da nas je preveč. To je edini razlog, edini razlog, da tudi v tem podcastu je en preveč. Mito, nadaljuj. Okay. Pol pa pridemo do zadnjega veščica, 6. del Lastovičega stolpa iz Mladinske knjige, zbirka Srednji svet, prevod od Klemna Piska, fantazijski žanr. Kako lepo je biti tako, ker ne rabiš nič napisati v scenarij in ti vse drugi napišejo. Ni to lepo? Meni je zakon. Roman se prične, ko hudo ranjen Ciri najde puščavnik. Med okrevanjem nam razkriva, kaj se je v zadnjih mesecih zgodilo. Medtem pa Geralt z druščino išče skupino druidov, ki naj bi mu jo pomagali izslediti. Okoli njunega osebnega iskanja se je vojna že povsem razplamtela z vsemi svojimi krutostmi, zločini in nasiljem. Dobro se vklapla v predobstoječo, prednastavljeno zgodbo, torej to je saga. Prvi 2 knjigi, ki jo imamo mi predvedeni, so zbirke kratkih zgodb, od 3. naprej je pa saga. In mislim, da tempo, stil, prevod, vse je v 6. knjigi 6 stopničkov više. Moram reči, da sem se zaljubil v to knjigo predvsem zaradi izjemnega humorja pa strukture. Struktura knjige je skoraj da filmska, v bistvu, kako se z lahkoto menjava perspektive, kako se v bistvu montaže zgodijo med recimo Zlatičevim pisanjem, pa dogajanjem, pa dialogom med druščino, pa potem Cirijinim pripovedovanjem in neknim repeticijam tega dogajanja ali pa določenih stavčnih struktur, pa odstavkov. To je tako naravno pa organsko upleteno, da v bistvu sploh ne zaznaš, da v bistvu vidiš neko meta igro pisatelja, kako s tabo operira z slikam, z določenimi tematskimi strukturami. V bistvu je zelo zrelo, moderno, fantazijsko pisanje. In sem izjemno presenečen. Mislil sem, da bo veščec nekako ostal tam
v levelu 90-ih v smislu pisanja pa raziskovanja nekih tem, ampak to je čist neka druga zgodba. No? Tako da mislim, da je zelo, zelo dobrodošlo, da imamo to prevedeno, ker se lahko tako mladi nadobudni pisatelji, ki se želijo s fantazijskim žanrom pri nas ukvarjati, lahko pogledajo, kako se lahko tudi na pisateljskem levelu zgradi nekaj zanimivega v smislu proze pa strukture. Ne? Tudi Klemna moram pohvaliti, ker je še enkrat pokazal, kako se v bistvu tale slovanski podstat Sapkovskega fantazijskega sveta zelo dobro prevede v naš slovenski jezik, ker ta slovanska, torej vse te roščice pa opisi gozdov ali pa sveta je tako super organsko prevedeno noter, da je prav domače in zelo, zelo, zelo priporočam. Ja, se strinjam s tabo, Mitom. Jaz sem sicer danes ravno bral, ker sem si skušal osvežiti spomin na Goodreadsi, kaj sem napisal. Tam gor tudi meni ta struktura tega, da se vsi liki spominjajo, da je vse v zgodbah, da je vse nekaj malo premazano tudi z nekim subjektivnim pogledom, se mi zdi ful dobra ideja, predvsem pa tako, kot si rekel, humor, pa v tej knjigi je končno, mogoče v prejšnjih knjigah, oziroma tako bom rekel, te knjige bi jaz mogel brati ne tako, da jih preberem enkrat na pol leta, oziroma na eno, ampak bi mogel zapored prebrati, da bi res užival zgodbi, ker vsake toliko cajta pozabim, kdo je v aliansi s kom, ker je toliko nekih teh likov. Ampak v tej knjigi končno dobiš malo tega feelinga, zakaj je nekdo mislil, da je to mogoče celo podobno Game of Thrones, ker so te neke razne strategije in realizem vojne, kjer je treba ne samo tuhtati, zdaj bomo pa mišli vse potamalno, ampak kako boš ti spravil hrano do njih, kaj se zdaj tam dogaja, kje je oprema, kje je ne vem kaj. To se mi zdi zelo fino, ampak humor, jaz moram reči, da je to fantasy z najboljšim humorjem in jaz se pač vedno zabavam, ko berem Veščica in v resnici bi morala nova knjiga kmalu iziti, če sem jaz prav seznanjen. No? En minus imam, še vedno nisem le videl. Ja. To tako se vražim. Ta svet je tako ogromen, da v bistvu zraven vseh teh mini državic, vazalskih državic, ki jih imaš, je potem še malo morje nekih vasi in v tejle knjigi, kjer se potuje po Nilfgaardu, ki ga do zdaj nismo toliko poznali, je še toliko večji izziv. Tako da moram reči, da me malo moti, da moram imeti mobitel s sabo pa po zemljevidu brskati, kar v knjigi je bolj prijetno. Ja. Skratka, mladinska knjiga, shame on you. Dajte zemljevide. Vile in grable v roke. In Igor, ti še imaš 2 knjigi za dodati temu našemu velikemu kupčku. Stanislav Lem, Futurološki kongres pri založbi Police Dubove izšlo konec lanskega leta, mislim, da. Prevod je naredila Tatjana Jamnik. To je podobno kot Le Guin, klasika mislim, da tudi iz 70-ih. In zgodba je insane. Čist. Torej, Lemov priljubljeni junak Ion Tihi se udeleži kongresa v južnoameriški državi in tam je veliko mamil na tem futurološkem kongresu. In on in ostali junaki so mestoma namerno in mestoma pomotoma in mestoma prisiljeno podvrženi raznim substancam, ki sprožijo halucinacije in tako oni kot pač z njimi bralec ne ve, mislim, se pač menja dogajanje, menja se svet, menja se družbena ureditev, menjajo se telesa ljudi. Vsake toliko se vrne nazaj na katero točko, gre na katero drugo in je noro. Pač res težko je brati to, ampak je pač še vedno zabavno. Tudi ko se dogajajo grozljive stvari, je še vedno zabavno. In vem, da na eni točki on misli, kako je vse lepo, ampak potem v bistvu pogleda na svet brez enih drog in ugotovi, da ljudje nimajo avtov, ampak da se hodijo naokrog po Manhattanu in delajo brum, brum. So zadrogirani in pač v glavnem, potem jih pač noge ful bolijo. Ful imaš enih teh preobratov vmes, tudi zelo Philip K. Dickovsko. Tudi malo podobno temu od Le Guinove, ampak dost bolj zafrkantsko, dost bolj politično pač tale komunistična fora, ki ne smeš povedati stvari, pa jih moraš malo drugače. Pa moraš se pretvarjati, da kritiziraš Zahod, ampak ga pravzaprav vseeno res kritizirati. Glavno imaš enih teh iger, pač če malo razmisliš o tem, odkot avtor prihaja, je še dodatno zabavno. Je pa pač nekaj, kar
lahko bereš ful podrobno, pa se zdaj sekiraš, kje si, lahko pa pač pustiš, da te odpelje nekaj, kot da pač si na drogah, tako kot je očitno tudi bil Lem. Mislim, da je to zelo dobro povabilo k branju te knjige za mnoge naše poslušalce. In Igor, še zadnjo knjigo, s katero imamo tudi povezano eno posebno akcijo, ampak najprej knjiga, Igor. Ja, torej Percival Everett, Drevesa je naslov in izšla je pri Lud literaturi, zbirka Piknik, prevod je naredil Jernej Županič. In druga knjiga, ki je šla v zbirki letos, je Tiha kristalizacija od Yoko Ogawe, ki je pa še nisem prebral in Aljoša jo je, lahko tudi omenimo, ampak v glavnem Drevesa. Je taka kriminalka, misterij, ki ima take skoraj fantastične elemente not in je postavljeno v kraj Gnar v Mississippiju. Pač ne vem, zakaj se on ni odločil prevesti, da imamo pombo, da je money in da je to pač, ker je realen kraj, ampak meni bi bilo ful bolj, če rečeš temu kraju Gnar. In je v Mississippiju in ful sem vesel vsakeč, ko ne rabim napisati Mississippi, ampak lahko samo rečem. In tam odkrije umorjenega tipa, ki mu je ime Junior, in zraven še truplo temnopoltega moškega, potem to truplo izgine in se pojavi poleg enega drugega in se vzorec ponavlja. Detektiva, ki sta oba temnopolta in preiskujeta te trupla belopoltih, umora belopoltih, pa ugotovita, da je tale skrivnostni izginjajoči tip malo podoben Emmetu Tillu, kar je pa en mlad fant, ki so ga leta 1955 linčali v Maniju, Mississippiju. In je tale njegova grozljiva smrt, linčali so ga pa zato, ker naj bi bil nesramen, ali naj bi ogovarjal eno belopolto. In tole linčanje je ful sprožilo potem boj za državljanske pravice v ZDA, ker so se pač zavedli, da pač rasizem, still a thing. Zdaj Everett je zelo političen avtor, temnopolt in to zelo dobro vplete tu not. Zgodba se potem razvije v ene nepredvidljive stvari, ki za nem spojlov, ker gre kar daleč. Je pa ton pisanja zelo zabaven. On ima en ta humor, ko tudi ko opisuje grozljive stvari, potem pa pač opisuje odnose med ljudmi, ki bodi si delajo grozljive stvari, bodi si so priče, bodi si žrtve. In te odnosi med temi liki so zabavni in lepo peljejo naprej. Pa prevod pač Jernejev je seveda cool, čeprav pač Gnar. Gnar. Tle je pa zaprkno. Ja. Okay. Ja, mislim, tebi se ne je zdelo boljš pomenovati kraj Gnar. Mislim, meni je okej. Gnar, meni je okej beseda. Ja, ne, sej to pravim. Boško radiacijo. Ne, on ima money. Okej. Ja. Tako da ja, ful priporočam branje, je taka zelo v redu kriminalka v osnovi, ki pol postane neki precej drugega in to, kako postane to pač je v redu in je zelo različno od pač kriminalk, ki smo jih prej omenjali, od Maše pa od Carmen, ampak je point, da je drugačna, ni pač zelo neka cozy kriminalka, ampak je namenjeno temu. Ja, in definitivno zbirka Piknik je nekaj, kar je... Jaz moram tudi ne vem, če bom Tiho kristalizacijo prebral, ker sem jo prebral v angleščini, ko sem tudi sam dobil ponudbo, da bi tole prevedel, pa se nisem odločil za njem. Ni mi bila tako zelo všeč, moram iskreno priznati. Tudi nisem prebral do konca takrat, ker je preprosto ta neka mešanica literarnega in znanstveno-fantastičnega oziroma fantazijskega se meni ni najbolj posrečila, ker je povzročila to, da ni bil ne svet konsistenten, ne forma konsistentna in mi je bilo malo tako. Tam se skratka dogaja to, da ljudje pozabijo nek predmet in potem je treba vseh teh predmetov se znebiti. Se pravi, ne vejo več, kaj je, ne vem, knjiga, svinčnik recimo, in potem neka agencija skrbi za to, da ne bi kdo več svinčnika imel doma. Pa skratka skuša izbrisati tudi fizično, čeprav te stvari tako ponavadi pol zginejo. Skratka vse skupaj je zelo, zelo
gre res v nek absurd in meni takrat ni bilo tako všeč, ampak definitivno zbirka Piknik je nekaj, na čemer smo zelo navdušeni in smo zelo veseli, da to izhaja. Veroniko seveda pozdravljamo, bi jo drugače tudi gostili tukaj, če ne bi že itak imeli dovolj knjig in dovolj že je ta epizoda dolga. In pa ravno v zvezi s tem zahvaljujemo se seveda založbi Sofia, ker nam je podarila Lucy Sheena, dobo supernovo nam je poslala, da smo jo tudi zaradi tega, ne samo zaradi tega, da se razume, obdelali. Veronika nam pa je pripravila eno prav posebno akcijo za vas, bralce, in sicer, tudi založba Pivec je seveda darovala Južnega vikinga, da to ne pozabimo, hvala Igor, da si me opomnil. Z založbo Lud literature imamo pa prav posebno akcijo za vas, dragi bralci, in sicer, če bi brali karkoli iz te zbirke Piknik, lahko naročite v spletni knjigarni Lud literature, vnesite kodo OBOD20, vse napisano skupaj, brez pikic, z veliko, se pravi OBOD z veliko 20, vse skupaj, in boste dobili 20% popust na vse knjige iz zbirke Piknik, razen zdaj zadnjih 2, zato ker še ni poteklo 6 mesecev. Namreč po zakonu o enotni ceni knjige založba ne more dajati popusta, razen če je nek dogodek ali pa kakorkoli, za knjige, ki niso starejše od 6 mesecev, ki še niso v prodaji 6 mesecev, in to nobena od teh 2 zadnjih ni, tako da tukaj popust vam ne bo koristil, bo pa vam pri prejšnjih knjigah, ki so pa izjemne, med njimi imate seveda stvari, ki smo jih tudi že v naših epizodah obravnavali. Torej, Piknik na robu ceste, recimo, od Strugatskih, Izničenje, od Jeffa Vandermeera, Sestri, od Daisy Johnson. Vse, kar še ni razprodano, recimo, mislim, da Shirley. So nazaj, Piknik je bil razprodan, pa so novo naročili. Zdaj pa ne vem, kak je z Shirley, torej vedno sva živeli v gradu, tudi izjemna knjiga, tale mislim, da je mogoče te manjkuje, ampak če jo še dobite, dajte se podvizati. Skratka, imate popust OBOD 20 na Lud literaturi. Hvala seveda Lud literaturi, hvala Veroniki Šostar za tole akcijo. Hvala vsem, ki ste zdaj tole potrpežljivo poslušali. Mislim, upam, da smo vas navdušili, če ne za vse knjige, da jih boste prebrali, pa vse za kakšno tisto, ki vam je bila najbližje. Omislite se jih, seveda, zelo bomo veseli, če boste šli v knjigarni in kupili kakšno te knjig. Če vam je to preveč, najprej izposodite si v knjižnici, pa vam bo potem, če vam je všeč, jo potem kupite, karkoli delate. Imejte lep dopust in berite kaj na dopustu. Igor, Mito, kaj boste vidva zdaj brala, ko sta vse to prebrala, kaj boste pa vidva brala na dopustu letos? Mito? Jaz bom najprej zagrizel v Herbertovega Duna, torej Heretiki. Tale me izziva. Pol pa Wolf Hall, zdaj so končno vsi 3 veni in jaz vedno počakam, da pridem do konca. Pol pa bom tole še moram zagrist. Ok, super. Igor, kaj boš ti bral? Jaz imam pripravljeno v MK Plus tole Laro Pavković, drugače malo bolj žanrskega, pa kar se pripravljam na prevod, bom ponovno prebral The Fifth Season trilogijo, kar bo potem, bomo še kaj rekli o tem, pa en kup enega novega hororja imam, pa če ne vem, kje se lotiti. Načeloma sem full part of space horror, ampak je malo repetitiven, pa space horror videoigre imajo dostkrat boljše zgodbe kot pa space horror romani, tako da upam, da najdem kakega v tej množici, ki bo zanimiv. Poročam potem jeseni. Jaz bom Drevesa, bi zdaj zelo rad prebral, tudi Tolkiena še imam. Točno. Nismo ga niti omenjali, seveda tudi nov Tolkien je šel njegove nedokončane zgodbe, ampak jaz imam itak še Gospodarja. Moram reči, da nedokončane zgodbe so med najbolj prodajenimi knjigami, kar je fascinantno, zato ker mislim, da Gospodar prstanov ni bil tak ful prodajen. Je v redu prodajen, zbiratelji so seveda kupili vsi, ki želijo ljudje, ki še niso prebrali, ampak tole pa mislim, da so ljudje bolj zagrabili kot Silmarillion. No? Veš kaj, Gospodarja imamo že v 3-4 inačicah, tole pa prvič. To je velika razlika. Skratka, to pa tudi jaz imam ogromno grozljivk, ravno pri tistem book clubu, ki sem ga prej omenil na Goodreadsih, mislim, da je že 2 knjigi zadaj, danes je že julij, se pravi že 3 knjige zadaj, tako da moram tam malo pospešiti, pa tiste 3 zdaj prebrati, da bom spet ujel in sproti sledil.
To bo to za letošnji dopust. Upam res, da ste uživali v epizodi, predvsem pa, da smo vam, tako kot sem rekel, dali kaj zamisliti, da boste imeli kaj za brati. Ljudje in ljudine, poslušali ste 229. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obod, podcasta za serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor Brum Brum Harp, Mito od knjige pričakujem mal proze, Gegeč. Vedno. In Aljoša preskok v žanru Harlamo. Tole epizodo smo posneli na Vodnikovi domačiji v Šiški, ki se ji zahvaljujemo za gostoljubje in prijaznost. Bogat program Vodnikove domačije prečekirajte na njihovi spletni strani ali na Facebooku. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. Priporočajte ga poslušanju modelu, ki bo tekel na vaši levi, ko boste zjutraj 5:30 skušali čim prej položiti brisačo na prosto mesto na plaži. In če ne marate poletja zaradi vročine, ne premorete pa klime, lahko vedno daste naš podcast tako na glas, da bodo wooferji povzročali prepih po stanovanju. Naši šarmantni glasovi pa vam tako ali tako vedno pihajo na dušo. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, zaenkrat tudi še na Twitterju, na Discordu smo, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu, pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru, na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in modernističnih romanih. Ne vem, zakaj sem to dodal. To je bila že 229. epizoda, v naslednji, ki bo na voljo naslednji teden, pa bomo še preden v kina prileti nov, govorili o zgodovini Supermana na velikih platnih. Hvala vam, ker ste nam naklonili svojo pozornost. Se beremo. Lepo.